Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Kdor ne skače ni za Hofer, hej, hej, hej. V javnosti je prišla novica, da je avstrijski trgovec Hofer že 4 leta nazaj med epidemijo registriral oziroma zaščitil navijaško geslo Kdor ne skače ni Slovenc. Urad za intelektualno lastnino, ne boste verjeli, ni našel razlogov za zavrnitev registracije. Ko boste torej navijali za naše, boste v resnici navijali za Hofer. Več kot ne fair, Hofer. Sedaj pa se lotimo 131. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali volitve ali nategnitve. Kaj, če sploh kaj, nam bodo prinesle evropske volitve. 9. junija bomo Slovenci petič volili na evropskih volitvah. Kaj bomo s tem pridobili, če sploh kaj, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in dr. Matevž Tomšič. Igor, Matevž, dobrodošla v Faktorju. Pozdravljeni. Lepo zdravo. Matevž, mislim, da moramo oddajo začeti z današnjim dogodkom, namreč policijskimi preiskavami na izbranih medijih. Naj povem gledalkam in gledalcem, da so bili kriminalisti tudi na televiziji TV3. Kako ti kot predsednik Združenja novinarjev in publicistov komentiraš predvsem preiskavo na Novi 24 TV in novico, da so direktorju televizije Borisu Tomašiču zaplenili računalnik in telefon, čeprav ni med osumljenimi in čeprav ni bil niti podpisnik domnevno sporne pogodbe z državnim Telekomom. Izvoli. Združenje novinarjev in publicistov je o teh dogodkih že dalo svojo izjavo, v kateri odločno in ostro obsoja ta vdor v policije v prostore Nova 24 TV. Takrat ko smo dali to izjavo, se namreč še ni vedelo, da se je to zgodilo tudi na nekaterih drugih medijih. Skratka, ja, zadeva, poanta izjave se seveda s tem nikakor ne spremeni, ampak nekako je, bi rekel, da s tem še bolj na mestu, tukaj, kar se mene tiče, je pač to bila neka zelo evidentna politična zloraba policije, zloraba v neke jasne politične namene, ker tukaj so bili izbrani tisti mediji, ki so kritični do aktualne Golobove vlade, in pač tudi ni naključje, da se je to zgodilo praktično tik pred volitvami, evropskimi volitvami, na katerih pa strankam vladajoče koalicije po veliki večini anket precej slabo kaže, in da je to mogoče bil nek poskus, da se recimo oblati preko teh medijev, ki se jih preiskuje, češ glejte, kaj se tam dogaja, kriminal in to, da se poskuša tudi recimo, predvsem največjo vladno stranko, največjo opozicijsko stranko, se pravi stranko SDS, da se jo skuša na ta način tudi diskreditirati, ker vemo tudi ta komisija, ki je v parlamentu, ki je bila ustanovljena za, kot je rekla poslanka Mojca Šetinc Pašek, za obračunavanje z SDS, je nekako, kot se je slišalo, bila nekako v ozadju tega današnjega posega, da je šlo za prijavo so strani te komisije. Se pravi, tukaj gre za politično obračunavanje z neljubimi mediji in posredno tudi z opozicijo. Je pa vprašanje, če se bo ta igra izšla, ker konec koncev takšna akcija se zlahka dejansko svojim naročnikom vrne kot nekakšen bumerang. Lahko da bo dejansko to vladi oziroma vladnim strankam ne koristilo, ampak da jim bo škodovalo, da bo mobiliziralo recimo volivce SDS. Igor, zdaj to vmesno poročilo preiskovalne komisije Državnega zbora ima že kar dolgo brado. Konec koncev je bila to komisija, ki je vodila poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki je bila na nek način vržena iz Gibanja Svoboda, zdaj je vodi druga poslanka Gibanja Svoboda, Tamara Vonta. Zakaj ti misliš, recimo, da se je policija ravno zdaj odločila za te hišne preiskave? Je prav, da pač postopki teče nemoteno, ali bi vendar morali odgovorni paziti tudi na to, da ne pade kakšna senca dvoma na volilno kampanjo oziroma na same evropske volitve? To ni nič nemoten postopek, to je prav ciljen postopek. Spomnim, pred
10 leti sem jaz bil ravno tako podvržen tej nemotenosti postopka, ne, ko tečejo policijske preiskave proti točno določenim konkurentom te recimo sredinske opcije, ki jo zdaj predstavljajo Golobova vlada. Tako da pač ciljajo in v tem primeru po moje ne bojo toliko uspešni, da se jim bo to vrnilo v podobi še močnejše konsolidacije desnih strank, da bojo tudi tisti ljudje, ki so mogoče še oklevali, pa ne bi šli na volitve na desni strani, da bojo zdaj šli, ker jih bo to še dodatno iritiralo. In to gotovo je politična napaka, ne? To nima zveze s postopki, ki bi točno zdaj, 10 dni pred volitvami, se moralo odviti. Ja. Zdaj, Igor, ti ne skrivaš tega, da misliš, da te evropske volitve ne bojo tako prelomne, ne, kot mogoče nekateri menijo, v smislu, da so glavne stvari tako rekoč že znane oziroma določene. Praktično že vemo, kdo bo zmagovalec volitev, vemo, kdo bo v vladajoči koaliciji v Evropi, tisti, ki so bliže do sedaj. Na nek način celo vemo, kdo bo vodil še naprej Evropsko komisijo, ne, ker obstoječa predsednica pravi, da gre že po 3. mandat. Zakaj recimo ti meniš, da pač so stvari že na nek način odločene, da torej ne bojo šele volitve odločile, kako bo? Geostrateško v zadnjih 10 letih se je ta evropski kapitalizem tako dobro konsolidiral, da je kakršnakoli resna alternativa ali omejitev nemogoča. Pred 10 leti je bila glavna tema obdavčitev vseh finančnih transakcij in ukinitev davčnih oaz. Zato, da bi od tu dobili denar potem za dvig neke investicij v socialo, recimo v ohranjanje welfare state, se pravi socialne države. Za dvig življenjskega standarda, ne? Ja, in za dvig kvalitete življenja ljudi. Se pravi, da bi se bilo je na agendi, se pravi v razpravi, kako razporediti ta denar, ki ga ustvari Evropa, na boljši način, da bi ljudje imeli več. Se pravi, to pomeni tudi odpravo razvojnih razlik znotraj posameznih držav, ne, med regijami in predvsem znotraj Evropske unije. Nasprotno, v teh 10 letih so se razlike še povečale, bogati so še bogatejši, centraliziral se je finančni sistem še bolj, centralizira se zdaj po covidu tudi zdravstveni sistem, če zdaj bolj, ker WHO prevzema iniciativo, ali pa jo bo prevzel. Skratka, ogromno zadev se je zgodilo v prid kapitalske strani, kar pomeni, da to je en del zgodbe, drug del zgodbe je pa znotraj tega procesa, je, če gledamo po državah, Združene države Amerika popolnoma pokorila dosti samostojno in propulzivno Nemčijo, zlasti skozi vojno v Ukrajini. In zdaj paradoksalno poskuša Nemčija prevzemati inicijativo pri tem, recimo, samo grobarstvu, ne, sebe in potem Evtanazija, hočeš reči, ne, brez pomoči. Ja. In Evrope. In zdaj, ne, ljudje so malo pozabili, da je Ursula von der Leyen bila ministrica za obrambo, ne, v Nemčiji. In zdaj je glavna protagonistka ravno tega obrambnega sektorja, ki je končno zdaj z drugim mandatom oziroma zdaj s novim mandatom prišel do res prave zagovornice. In to bo ena varianta, ki verjetno si v Evropi nikoli nismo želeli. Zdaj, če se spomnimo mi Lizbonske strategije, ne, ki je tam okrog leta 2000 izpostavljala predvsem vlaganje v izobraževanje, v znanost, v kvaliteto življenja, v Evropo za ljudi. Ne, imamo zdaj kar naenkrat Evropo za militantni kompleks, imamo Evropo za visoko stoječe kapitalske kroge in za obrambo teh interesov v svetu, za obrambo kolonialnih pozicij, ki jih te države, bivše kolonije oziroma centrale še zmeraj držijo. In zdaj mi, recimo Slovenija, da sekundiramo pri tej zgodbi, je absolutno nerazumno. Zdaj seveda mi smo del NATO, mi smo del te Evropske unije, ampak saj malo skozi stranska vrata, skozi nekaj bi morali
sfinancirati eno mehčanje, saj mehčanje to vrstne pozicije, ki je tako vehementno naveza Nemčija, ZDA propagira. In te volitve so pravzaprav volitve za potrditev te usmeritve, ki je na nek način že kar sprejeta, večja, ko bo udeležba, bolj se bojo kitili s tem, da je da bo z veliko udeležbo ta usmeritev tudi potrjena. Zato tudi zdaj neverjetno ogromno sredstev dajo v kampanjo. V evropske volitve toliko sredstev v kampanjo še ni šlo. Ja, zdaj, Matevž, v Sloveniji ne samo, da sekundiramo, kot pravi Igor, ampak celo orjemo ledino na nekaterih področjih, ne, namreč vladajoča stranka je že sporočila, kdo je njen kandidat za komisarja po teh evropskih volitvah. Ne, tukaj so nekako, lahko bi rekel, šli, kako bi rekel, v neke poteze, preden nekako bi bilo mesto za njih. Ne, vemo, da se evropske komisarje izbira po volitvah, ne, konec koncev tudi ni, da neka država ni povsem avtonomna pri izbiri svojega komisarja, seveda ga predlaga, ne, ampak ja, ta, ki je kandidat za vodenje komisije, potem tega kandidata sprejme ali ga pa tudi ne. Pa tudi, če ga sprejme, se lahko zgodi, da nekako v parlamentu ne gre skozi. Ne. Tudi mi imamo konkretne izkušnje s tem. Ne. Spomnimo se ene naše političarke, ne, takrat je bila premijerka, ki se je v bistvu samo predlagala za evropsko komisarko, pa kako klavrno se je potem to končalo v Evropskem parlamentu. In tukaj je bilo spet malo tako bizarno, bi rekel, ne, da je največja vladna stranka predlagala kandidata za komisarja, preden je sploh kdo drug, recimo tudi v koaliciji, vedel za to, in B, preden je stranka sama imela svojo kandidatno listo sestavljeno oziroma svojega vodilnega kandidata, ne, oziroma da se je izkazala kandidatka. Ne. Tukaj, to je samo recimo neka, kako bi rekel, taka mal ilustracija tega, kako zmedena, ne, ali pa konfuzna, nekonsistentna je politika aktualne vlade, ne, ko se nekako stalno zapleta, ko si zdaj nekako umišlja, ne, da bo reševala svetovne probleme z priznanjem Palestine. Ne. Tukaj mene to obnašanje malo spominja na to, kar so počeli komunistični oblastniki v neuvrščeni Jugoslaviji, ko so tudi nekako ves čas si umišljali, da so neka globalna sila, da ta država, da rešuje neke globalno vprašanje, hkrati je pa doma jim razpadalo praktično vse. Ne. Skratka, niso bili sposobni reševati domačih problemov in podobno je tudi s to vlado. Ja, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj imamo od evropskih volitev, če sploh kaj. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Igor Lukšič in Matevž Tomšič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj, če sploh kaj imamo od evropskih volitev. Igor, zdi se, ne, da tudi kampanja za evropske volitve ne more pač preprečiti nekega vtisa splošne izpraznjenosti slovenske politike. Vladajoča stranka je denimo danes ponudila ostalim listam za evropske volitve v podpis zavezo proti širjenju sovražnega govora. Tvoj komentar. Po mojem točno to, kar si ti rekel. In vsi trije referendumi, ki so, oziroma na nek način štiri vprašanja, so tudi brca v temo, oziroma izkaz tega, da ne vejo, zakaj gre v Evropski uniji. Ne, v Evropski uniji ne gre za Palestino, iz česar so naredili, ne gre za evtanazijo, iz česar delajo zgodbo. In enostavno ta stranka v teh 2 letih, odkar se je postavila, ne zna definirati, kakšna je vloga ali pa hoče biti vloga Slovenije v Evropski uniji, kaj bi mi hoteli, da se v Evropski uniji spremeni ali dobrega zgodi in za nas in za celotno unijo. In ker
tega nima, potem pusti PR-ovcem, da vodijo takele zgodbe, ki po mojem so absolutno neproduktivne in se mislim, bo tudi na rezultatu pokazalo, da ne bojo dobili ljudi na svojo stran in za svoje kandidate. Ja, Matevž, če tu nadaljujemo, kjer je Igor končal. Zdaj imamo neke številne te javnomnenjske ankete, ki napovedujejo take ali drugačne rezultate, ampak več ali manj se vse strinjajo, da vladajoča koalicija, še posebej največja vladna stranka, na nek posebej dober rezultat na teh volitvah ne more računati. Navajeni smo bili, da so te evropske volitve ponavadi bile relativno hitro za recimo parlamentarnimi volitvami. Zdaj je prvič, da praktično sta 2 leti minili od prejšnjih parlamentarnih volitev. Misliš, da je to eden izmed razlogov, ki vpliva na nižjo podporo vladajoče stranke v anketah za te evropske volitve? Ja, no, to, da je od volitev že kar nekaj časa poteklo, zagotovo vpliva. Če bi bile evropske volitve leta v tistem takem super volilnem letu, ki je bilo 2022, če bile še te volitve takrat, bi pač verjetno bil rezultat drugačen, kot bo sedaj, ko je že neko obdobje, ima ta vlada za sabo, je pač v bistvu na polovici cirka polovici svojega mandata, in ima že neke rezultate v narekovajih za pokazati, in tudi neka stopnja zadovoljstva z vlado je relativno nizka, in to pač to se bo tudi odrazilo na teh volitvah, ker seveda treba se zavedati, da večina volivcev, tistih, ki se bo udeležila volitev, bo tukaj dala svoj glas glede na notranje politične teme. Skratka, da pač ljudje gledajo tudi evropske volitve, predvsem v luči teh notranje političnih razmerij, in tukaj bo pač bolj to odraz tega, koliko so ljudje zadovoljni z delovanjem posameznih političnih strank v Sloveniji. Tukaj nek ta dogajanje na evropskem nivoju, na evropskem političnem parketu, če temu tako rečemo, je za večino ljudi še vedno precej oddaljeno, in večina pač ljudi se pač jih zanima pač neke domače teme, in tudi glede na to se bodo sedaj odločili, se pa če se še dotaknem tega neke idejne izpraznjenosti te kampanje. Jaz mislim, da to čist lepo odraža siceršnjo stanje. Se pravi, če že recimo domača politika glede domačih zadev dosti neizpraznjena, potem bo, kar se tiče nekih evropskih tem, še toliko bolj. Zato se pa tudi tukaj, predvsem vlada, ki pač ima tukaj škarje in platno, sili lansirati neke teme, ki pač za evropskimi zadevami nima dejansko nobene zveze. Pač zaradi neke politične računice, tukaj glede teh referendumov, po moje ta računica bila dokaj jasna, da s temi tematikami, da želijo nagovoriti predvsem recimo temu svoje volivce, glede legalizacije konoplje in podobnih stvari, pa evtanazije tudi, da to naslavlja neke te bolj progresivne volivce, ampak spet je vprašanje, če ta mobilizacija ne deluje v obe smeri, če pač s tem lahko mobilizirajo konec koncev tudi nasprotnike teh rešitev, ki jih oni zagovarjajo. Ja. Zdaj, Igor, če malo pokomentiramo to pač bero, ki jo imamo na teh volitvah, stranke so se različno lotile oblikovanja kandidatnih list. Recimo vidimo pač SDS, očitno hotel sestaviti nek dream team, tudi 2 novi kandidatki mlajši, česar pri njih nismo bili mogoče prej navajeni. Vladajoča stranka, vemo, največja je imela blazne težave pri sestavi liste. SD recimo ni dal na vrh liste tistega, ki je bil prejšnjič izvoljen v Evropski parlament, za nosilca je dal nekoga, ki ni bil izvoljen. Podobno je pač storila stranka SLS. Imamo pa še nek fenomen, v bistvu nekih gostujočih nosilcev list, kot denimo Vladimir Prebilič na čelu Vesne, ali pa celo 3 reciklirane na nek način politike, ki jih je Golob vrgel čez ramo, Paškova, Merlo in pa Klemen Grošelj, ki so šli na listo zelenih. Kako ti vse to skupaj komentiraš? Kot vidimo, 3 stranke na desni sredini ali pa na desnici, SLS, Nova Slovenija in SDS. Zraven imamo pa
8 drugih, ne 11 list je vse skupaj, 8 drugih strank, ki nekako grejo na levo sredino ali celo levico, ali eni so celo anarhisti, kakorkoli. Se pravi, ta razdrobljenost te leve sredine, ki ima zdaj v vladi 3 stranke, ne, se je na teh volitvah spet izkazala. Se pravi, neorganiziranost tega volilnega dela telesa je tu se izkazala spet kot neka šibkost celotnega, če hočete, bloka, in to se bo poznalo potem seveda tudi pri rezultatu. To, da vladna stranka oziroma vodilna vladna stranka, ki je dobila 41 poslancev, ni uspela toliko časa sestaviti liste, da ima listo, ki so jo nekako nasmetare, ne, to je ono, ko hodiš po smetišču, pogledaš, kaj je še uporabenega in vržeš gor na listo. Ja. Tisto, kar je bilo malo božjega, vržeš dol, ne vržeš dol in skratka, tu se vidi ta nonšalanca, ne, kako prezirajo sploh sfero politike. To, kar je recimo tudi Golob potem že na prvem strateškem forumu po 3 mesecih, ko je bil na oblasti, ne, govoril, nikoli ne bi šel več v politiko, ne delajte več tega, ampak on še kar ustraja. Se pravi, ljudje, ki vejo, da se ne spoznajo na politiko, ki prezirajo politiko celo, zdaj nastopajo kot naši politični lideri. Se pravi, kako bo lahko lider košarkarske ekipe nekdo, ki bi rad igral fuzbal oziroma bi raje z nogo, kakor pa z rokami igral to. To imamo mi zdaj situacijo in te volitve in verjetno tudi naslednje bojo spet pokazale točno to hibo tako komponiranih strank. Zdaj pri SD-ju so imeli nesrečo, ker je Brglez do zadnjega mislil, da bo izvoljen in bi on šel kot predsednik stranke zadnjega mesta pomagati Nemcu. Potem se je stvar drugače obrnila in zdaj verjetno dela intenzivno za to, da bi prišel ker SD verjetno več kot enega ne bojo dobili. Da bi se vrnil v Bruselj, ja. Da bi se vrnil v Bruselj oziroma tam ostal. Kar pa zadeva to, ne, da... Oprosti, Igor, Novo Slovenijo sem prej pozabil, omenil, se upravičujem, kjer pa predsednik stranke kandidira, to je tudi nekoliko nenavadno, ne? To je še zlasti, mislim, v tem primeru, ker je nekako za Ljudmilo Novak to mesto bilo kar nekaj časa rezervirano, najprej bila v Bruslju, pa pol predsednica pa tako naprej. To je zmeraj za stranko na nek način boleče, še zlasti recimo za Ljudmilo verjetno. Je pa verjetno to zmeraj problem, kako nova generacija, ker oni so se oblikovali kot nova generacija na čelu stranke, ne, nekako počistili s temi starejšimi, vključno z Lojzetom Peterletom, in so morali narediti nek korak. Ne. Oni niso mogli teh volitev spustiti in se delati, kot da se v stranki ne bo več nič spremenilo. Drugače bi zginili iz prizorišča. Zdaj se pa nekaj v stranki in okrog volilnega telesa dogaja, se bojo morali njihovi volivci opredeliti in se bojo morali tudi opredeliti za generacijo, ali zaupajo tej novi generaciji ali ne, ali bi raje videli še neko pad situacijo, pa pol neko kovcanje po starih časih. Tako da te volitve, ne, zanimivo je pa ta Prebilič, ne, ki je kazalo, da v začetku je kazalo, da ta poroka z stranko Vesna ne bo plodna, ampak je neverjetno. Prebilič je se dobro naučil v predsedniški kampanji. On ima pravzaprav nadaljevanje predsedniške kampanje, v kateri kaže, da on ni strankarski človek, vse ostale stranke, ki so etablirane, so pač stranke, on pa ni stranka in niti ni član te stranke, za katero niti noben ne ve, ampak niti te stranke ni član. Niti stranka ne ve, da on ni njen član. In to je v Sloveniji neverjetno, kako so uspešne te kampanje. Ne. Mimogrede, Gibanje Svoboda je lahko šlo tudi do enega boljšega rezultata s tem, ker so oni gibanje, oni niso stranka. Ne. Mi vemo, da ne moreš iti na volitve, če nisi stranka. Se pravi, vse to je jasno, ampak kljub temu peska za metanje v oči naivnim ljudem je, kakor hočeš. In ni problem v tem, ne, da pridejo potem ljudje, ki imajo voljo. Problem je, da pridejo ljudje, ki ne znajo in prezirajo politiko tudi potem še naprej.
Ne, in ti pa moraš prevzeti vajeti v roke. Ti ne moreš pa reči, da sem jaz zmagal, vajeti naj ima pa nekdo drug v rokah, ki se na politiko spozna. Tega se ne da. In to je tle imaš nategnitev, ne. To je nekaj, kar se nam stalno dogaja. Ja. Matevž, zdaj, če se dotaknemo mogoče pa tistih, ki jih ni na teh volitvah, pa bi jih morda pričakovali. Recimo Anže Logar s svojo platformo sodelovanja se je odločil, da ne sodeluje. Glas upokojencev Pavla Ruparja so se tudi odločili, da ne sodeluje. Misliš, da ti dve grupaciji pač bolj resno računata na parlamentarne volitve? Misliš, da ste storili prav, da nista šli na te volitve? Jo ti mogoče pogrešaš? Bi mislil, da bi morali biti med tistimi, ki se potegujejo za mandate evropskih poslancev? Tako je. Jaz menim, da pač te dve politični skupini, ki sicer še nista prav zares politično formirani, ja, ena v je, stranke. Glas upokojencev je že politična. Oziroma ja, oni so, ne, medtem ko platforma sodelovanja še ni, da oni pač štartajo na parlamentarne volitve, ne, in da tukaj so presodili, ne, da bi bilo zdaj na eni strani prezgodaj, ne, da bi se morda izpeli s tem, ne, ali pa da bi morebitni neuspeh nekako blokiral recimo njihove možnosti za naprej. Pri platformi sodelovanja pri Anžetu Logarju je bil pa še neka dodaten moment, po moji oceni, ne, ker on bi dejansko zelo verjetno bi bil izvoljen, ne, če bi kandidiral s to platformo, ampak potem bi nastopil zanj nek problem, namreč kam se umestiti na evropski ravni, se pravi, kam se uvrstiti znotraj Evropskega parlamenta, kateri politični skupini se pridružiti. Ne, recimo, in tukaj on dejansko ne bi imel neke zelo dobre rešitve pred sabo. Ne, ker recimo, če bi se vključil v Evropsko ljudsko stranko, ne, se pravi, to skupino, ki pač nazorsko pripada, bi pač nekako lahko rekel potem, sej pač to je isto kot SDS, ne, sej v čem je pa on drugačen od teh, ne, od katerih se je odcepil, če je zdaj spet v isti politični skupini. Potem je bil pa na izbiro kaj, da bi šel k Renew, se pravi k politični skupini, kjer je Gibanje Svoboda. Ne, to bi bilo pa na nek način še bolj nenavadno ali pa teže, kar bi problematično za njega, da zdaj pač nekdo je skupaj za neko slovensko vladajočo stranko, ne, ki pač vendarle, do katere ima neko veliko distanco. Ne. Tako da jaz mislim, da je tudi ta razmislek tukaj bil zadaj, ne, da pač da je bolje se pripravljati na parlamentarne volitve pač slovenske parlamentarne volitve, medtem ko te stranka Pavla Ruparja, ne, oni pa po moje itak nimajo nekih ambicij na evropskem nivoju. Zdaj, Igor, rezultat, ki se napoveduje pač vladajočim, ne, trem strankam, da lahko dobijo največ 3 europoslance od 9, ki bodo izvoljeni, to je na nek način pač poraz. Misliš, da bo ta poraz odmeval tudi v notranje političnih razmerjih? Se bo koaliciji, se bo vladi poznalo, če se to res zgodi, da recimo vse druge stranke dobijo 2-krat več praktično europoslancev, kot pa same stranke vladajoče koalicije? Vsake volitve delujejo, vsako štetje glasov je meritev politične moči in političnega zaupanja. In tako bojo tudi te. Jaz mislim, da se vladne stranke premalo zavedajo, kaj se bo to zgodilo. To se bo zgodil pretres v slovenski politiki. Seveda tehnično se to ne bo poznalo, ker število poslancev bo ostalo isto. V parlamentu, v domačem misliš? Ne? Ja, v domačem parlamentu, tako da bojo še zmeraj. Ampak bo pa izkaz meritve, ne, to niso javnomnenjske volitve, to so meritve, to so dejansko prave politične volitve in imajo konsekvence. Kako bo vlada reagirala, vemo, da jih bo verjetno ignorirala, tako kot je zmeraj. Realno razmerje političnih moči, tako kot ignorira vse te štrajke, okrog katerih se enostavno ne izjasnjuje, ne vleče potez. Tako bo verjetno tudi ignorirala te volitve, ampak to je pomembna meritev in pomembno sporočilo. Ja. Matevž, se ti strinjaš s tem mnenjem in še več, ne? Zdaj, izgleda, da vlada ali pa saj največja vladna stranka drvi iz neke
nespametne predvolilne poteze v drugo. Nekaj smo že omenjali, pač recimo priznanje Palestine, zdaj ta zaveza proti sovražnemu govoru, policijske preiskave in tako naprej. Lahko vlada zdaj še 2 leti vleče te neke poteze, za katere misli, da so všečne pač njenim potencialnim volivcem in se praktično ne ukvarja z ničemer drugim. No, kar se tiče tega o ignoriranju, se povsem strinjam z Igorjem. Jaz mislim, da pač vlada se bo obnašala tako, kot se sicer obnaša. Ja, ko pač recimo izhaja iz neke maksime, kot kaže, da če nekako problem odmislimo, potem problema ni. Zapravi, če držimo, kot se temu reče, ponojevsko glavo v pesek, potem pač se bo problem ali že samo sebe rešil, ali se bo najdlo nekega dežurnega krivca za to, da se bo nekoga okrivilo, recimo tako, kot se krivi recimo zdravnike za slabo stanje v zdravstvenem sistemu, češ da so lakomni, da in gre samo za plače in podobno. In tukaj dominantni mediji seveda sekundirajo pri tem, in tudi to jih udaja v nekem, kako bi rekel, tudi to jih na nek način ustvarja pri njih prepričanje, da lahko na ta način natrjujejo pač do volitev, da je to nekakšen njihov business as usual, in da potem pred volitvami bo pa že nekako, bodo pa spet začeli recimo strašiti z Janezom Janšo, ali pa s tem, kako če pride Janša na oblast, bo pa vse narobe. Podobno konec koncev zdaj tudi počnejo te etablirane politične sile na ravni Evrope, sploh te recimo levo od sredine, ki nekako ves čas nekako svarijo pred nekim zasukom v desno, pa pred vzponom populizma in podobno. Se pravi, skratka, tudi tukaj gre za to, da ni nekega pozitivnega programa, ampak nekako gre za ustvarjanje neke napetosti, nekih strahov, in pač jaz mislim, da tudi ta anti-Janša taktika, ali pa ta recimo igranje na ta anti-Janša sentiment se bo ponovil pred naslednjimi volitvami. Ja, je pa vprašanje, koliko bo učinkovit, konec koncev. Ta sentiment dobro deluje takrat, ko je Janša na oblasti. Kot je bilo recimo pred volitvami leta 2022, ko pač je bila Janševa vlada, bili so te koronski ukrepi, ki pač večini ljudi niso bili všeč, in to se je z vidika recimo teh, ki so potem ustvarjali to gibanje Svoboda, in ki je potem zmagalo, se je to zelo dobro poklopilo. Ampak zdaj bo pa situacija drugačna, zdaj bodo pa oni na oblasti. In zdaj pač bo težko zdaj odgovornost za vse težave nekako valiti na ramena tistih, ali pa tistega, ki ga ni na oblasti. Ta igra nikakor ni nujno, da se jim bo išla. Prav možno je, da se jim bo ta nonšalanca, ta ignoriranje problemov, da jih bo drago stalo na volitvah. Zdaj, Igor, praktično edina stranka oziroma lista, ki nekako ne sledi temu glavnemu toku, če hočeš mainstreamu evropske politike, je pač lista stranke Resnica. Misliš, da se jim utegne to obrestovati, da so pač oni edini praktično, ki imajo nekako drugačna stališča, kot pa večina oziroma praktično vse ostale liste? Njihova težava je spet to, da niso utrjena stranka, da je ni čutiti, da ne pridejo v medijski prostor, nimajo pravih sponzorjev, in to se vidi, da so verjetno malo prekratki. Tako da, če jim bo uspelo dobiti enega poslanca, bo to predvsem zasluga njihovega terenskega dela, tega nevidnega dela, ki ga lahko v kampanji opravi stranka oziroma ljudje, ki so na listi, drugače pa resne podpore enostavno nimajo. To je pa še ena stranka, ker Desus, z Urošem Lipuščkom, ki je na nek način presenečenje. Se mi zdi, da pa Uroš je podobno kot svoje čase Bojan Požar, ker je mislil, da ker je medijsko zelo prisoten in ima nek velik renome, da bo to zadost potem tudi za politično funkcijo. Tle se zdaj že kaže, da verjetno bo to premalo. In kakšne korajže, da bi se pa bolj trdno postavil in se predstavil kot neka alternativa ali pa kot nekdo, o katerem se potem govori
ker je drugačen ali pa ker gre mimo tega mainstreama, o čemer sem v začetku govoril. Ne? Ker zdaj, če gledamo, pravzaprav nobena stranka ne gre zelo trdo ali pa ostro proti mainstreamu v Evropi, ki je zdaj. Ne? Se pravi, vsi vejo na nek način, da če greš proti temu mainstreamu, imaš še manj šans, da prideš, ne? Ker je res ta organiziran kapitalizem zdaj tako zelo močan ratov, ne? Da kakršnakoli alternativa crkne. In se pravi, da če prej nisi bil prisoten na tak način, tako da verjetno Uroš tudi tle nima možnosti. Matej, še zadnje vprašanje. Peter Gregorčič, nosilec liste stranke SLS, ankete napovedujejo, da bi utegnil biti celo izvoljen. Je lahko on, če v primeru, da do tega pride, potem neka alternativa na desnici Janezu Janši, za kar si prizadeva Anže Logar, pa mu nekako do zdaj še ni uspelo? No, tukaj bi bil že Gregorčičeva uvrstitev v Evropski parlament bi bila za stranko velik uspeh. To je pač stranka, ki je zdaj že kateri mandat, je zdaj to drugi ali tretji celo, ko je ni v državnem zboru. Je sicer zastopana v Evropskem parlamentu, ampak to predvsem po zaslugi tega, da je na zadnjih evropskih volitvah nastopila skupaj za SDS na enotni listi. In tako da to, jaz bi rekel, da to, če dobi zdaj, ali pa če recimo rečemo ohrani ta mandat v Evropskem parlamentu, da bo to za to stranko velik uspeh in da je tudi to dobro izhodišče, ali pa nekakšna odskočna deska za to, da se tudi na državni ravni vrne v parlament. Jaz mislim, da je že to bi bil za stranko uspeh, da tukaj zdaj govoriti kar da bo pač nekdo, ki recimo bi potencialno mogoče lahko prevzel Ljudsko stranko, da bo kar takoj alternativa Janezu Janši je najmanj preuranjena. Mogoče na nek daljši rok, recimo to morda, ampak ja, konec koncev Peter Gregorčič niti še predsednik stranke ni, tako da zdaj tudi že tukaj so špekulacije, a bo on sploh prevzel ali ne. Ampak ja, jaz mislim, da tukaj je pač za to stranko smiselno, da gradi postopoma, da pač najprej se spet postane etablirana stranka v parlamentu in da potem nekako gradi ta svoj imič naprej. Ja, bomo videli, kakšen bo rezultat evropskih volitev. Za danes pa dr. Igor Lukšič, dr. Matevž Tomšič, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj imamo od evropskih volitev, če sploh kaj, že 1039. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali evtanazija. Zakaj tako zelo buri duhove? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.